Polona, kaj letos predstavljajo vaše jaslice? Moje jaslice letos predstavljajo obrtnike, pa seveda zvezda jaslic, ki so Jezus, Jožef in Marija. Potem imamo mlekarko, sirarko, gospodinjo, potem imamo malo narave, hlevček s konji in govedi, pa imamo kokošnjak, zajčnik, pujske, potem imamo pekarja, lesarja, lončarja, kovača, imamo klet, čevljarja, šiviljo, pletilko, pa seveda mesarja. Tale del pa predstavlja trg, na trgu so seveda predstavljeni ti obrtniki, no, ribič je dodan, ki ga tamle gor ni. Zelenjava, zelenjadarka in pa seveda vrt. Nekaj takega je bilo že lani, ne? Podobno, ampak niti slučajno blizu tega, kar je letos. Čisto drug sklop, letos je bolj, lani je bilo več na lesu poudarka, letos je poudarek bolj na stavbi, se pravi bolj zidani stavbi, no, na neki način. Jaslice so letos sestavljene predvsem iz odpadnega materiala, ne? Ja, predvsem iz odpadnega materiala, ni pa v celoti, ker so določene stvari, kot na primer kruh, sir pa take stvari, ki jih res ne moreš narediti, ne natuhtaš, no, iz odpadnega materiala. Je pa večina, stiropor mi je podaril prijatelj, ko ga je pač mislil stran vreči, ko je delal hišo. Je rekel, če rabim, sem rekla, daj, če ne zdajle, kdaj kasneje, in evo, porodila se mi je mimogrede ideja, kakšne jaslice bojo letos. Les dobim tudi pri prijatelju, ki ima firmo, lesno industrijo, in gor imajo kontejner, v katerem pač nabiram ta material, preden gre na odpad. Od šmink uporabim, materiala od šminke uporabim, do mreže od krompirja, do od sveče, ko mi sveča zgori, posodico od sveče čistim in jo potem uporabim za kose, za motike, za sekirce in tako, take podobne stvari, no, pa nože, žage. Kateri so pa največji izzivi pri izdelavi teh jaslic? Kaj je najtežje? Scena. Sestaviti sceno. To je najtežja stvar, ki je, kako sestaviti sceno brez tega, ne. Samo to. Stavba, kje bo, kako bo, potem ozadje, pa da se to potem ujame, sklada. Jaz si vsako leto najprej zamislim neko idejo, kako naj bi letos jaslice izgledale. Pol začnem pa nabirati material, da vidim sploh, iz katerega materiala mi bo to vse uspelo narediti. In zrišem ta načrt, po katerem naj bi to speljala. Ampak ta načrt nikoli ne ostane v prvotni obliki, ker to se nikoli ne izide tako, kot tam jaz fajn narišem, idejo dobim, takole bo, nikoli ni tako. Skozi se nekaj spreminja, dodaja, tako da je pol čisto druga slika, kot je bil prvotni načrt. Se jaslice tematsko spreminjajo skozi leta? Kako bi opisala razvoj te ustvarjalnosti od prvih postavitev do danes? Ja, jaslice se zelo spreminjajo. Enkrat je poudarek bolj na okolico, drugič na obrtnike, ali pa povezujem vse skupaj. Enkrat je vse bolj naravno, drugič je bolj stavbeno. Je pa to velik napredek od začetka do zdaj, ker so bile na začetku samo kakšne korenine in kamenje ter figure, potem pa sem iz leta v leto spreminjala in dodajala stvari. So pa vsako leto vse stvari na novo narejene in dodane nove ideje. Ustvarjalnost izdelovanja jaslic se je pri meni začela pri mami. Ona mi je predala znanje, občutek in predvsem ljubezen do tega ustvarjanja. Zame to ni le ročna spretnost, ampak dragocen družinski čas, trenutki,
povezovanja, pogovorov in spominov na otroštvo in skupne trenutke z družino. Danes mi to pomeni najlepši čas v letu, ki ga želim ohraniti in predajati naprej, predvsem sinu, da bo tudi on čutil to toplino, pomen in lepoto tradicije iz roda v rod.